Bybit je bil zhekan, šlo se je za največji hek v zgodovini kripta, vendar je borza v celoti nadomestila izgube. V drugih novicah pa tudi, zakaj je Bitcoin padel pod 90.000. V Evropi pospešeno razvijamo CBDC in že ko smo v Evropi, letajo odobrila 10 izdajateljev stabilnih kovancev. Dobrodošli v Kriptopulzu tega tedna. Kriptoborza Bybit je sporočila, da je v celoti nadomestila izgubljenih 1,4 milijarde dolarjev vrednih sredstev v obliki Ethereuma, ki jih je 21. februarja ukradla severnokorejska hekerska skupina Lazarus. Izvršni direktor Bybita, Ben Zhou, je zagotovil, da so vsa sredstva uporabnikov varna in da bo kmalu objavljeno revidirano poročilo o rezervah, ki bo dokazalo 1:1 kritje vseh sredstev. Analiza blockchain podjetja Lukochain je pokazala, da je Bybit po vdoru kupil za 742 milijonov dolarjev Ethereuma preko posojil, depozitov velikih investitorjev in nakupov na trgu. Hekerski napad, ki velja za največjega v zgodovini kripta, je takrat povzročil padec cene Ethereuma za 7%. Ampak bomo videli, kakšno zaupanje v kripto bo ohranil trg. Bitcoin je prvič po novembru 2024 padel pod 90.000 dolarjev, kar je sprožilo strah pred nadaljnjimi padci. Glavni razlog za padec so bili veliki odlivi iz ameriških Bitcoin ETF skladov, ki so v 6 dneh prodali več kot 516 milijonov dolarjev Bitcoina. Poleg tega so napete trgovinske razmere med ZDA in Kitajsko vplivale na slabši sentiment vlagateljev. Padec Bitcoin cene so povzročile tudi obsežne likvidacije na trgu, saj je bilo v enem dnevu likvidiranih za 1,3 milijarde dolarjev sredstev. Analitiki opozarjajo, da so takšne korekcije del običajnih ciklov v kriptovalutah, podobno kot leta 2017, ko je Bitcoin doživel 5 večjih padcev pred nadaljnjo rastjo. Priložnost za nakupe? Kaj pravite? Komentirajte spodaj. Če so ti novice do zdaj všeč, pritisni všeček, komentiraj spodaj, deli s prijatelji in ne se pozabiti naročiti na kanal, da ne zamudiš naslednjega videa. Evropska centralna banka je napovedala širitev razvoja digitalne valute centralne banke CBDC, ki bi omogočila hitrejše in bolj učinkovite poravnave transakcij med finančnimi institucijami. Projekt bo potekal v 2 fazah. Najprej bo razvita platforma za poravnavo CBDC, nato pa bo vključena v obstoječe finančne sisteme ECB. Vodja projekta Piero Cipollone trdi, da bo digitalni evro ključnega pomena za konkurenčnost EU v finančnem sektorju. Medtem ko ECB pospešuje projekt, je ameriški predsednik Donald Trump januarja podpisal izvršni ukaz, ki v ZDA prepoveduje razvoj CBDC, kar bi lahko imelo globalne posledice za digitalne valute. Kot vemo, Evropa zadnje čase ni ravno najboljša, kar se tiče konkurenčnosti. Evropska unija je odobrila 10 podjetij za izdajanje stabilnih kovancev v skladu z novo regulativo MiCA, vendar na seznamu ni največjega stabilnega kovanca USDT podjetja Tether. Med odobrenimi izdajatelji so Circle, Banking Circle, Crypto.com in Societe Generale, ki bodo lahko izdajali stabilne kovance vezane na evro in dolar. Odločitev EU poudarja ravnovesje med regulacijo in tržnimi priložnostmi, saj so številne borze že prenehale podpirati USDT za evropske uporabnike. Kritiki opozarjajo, da stroga regulacija EU zavira inovacije v kriptoindustriji in bi lahko povzročila selitev podjetij v bolj prijazna okolja. Selitev podjetij drugam pa ni ravno dobra novica za Evropo. Hvala vam za pozornost in se vidimo v naslednjem videu.